Živijo, spet midva, Srebrousta pa mali Svetovic tukaj. Dobrodošli spet v najini kuhinji. Tokrat kuhava za kosilo. Začenjamo z neko mini serijo znotraj serije o uvajanju hrane in sicer bomo govorili o polpetih. Danes bom naredila kvinojine polpete z jajčevcem in pa z rdečo lečo. Vi lahko se poigravate s sestavinami, dodajate druge stročnice ali pa žita. Jaz, če sem iskrena, ne vem glih razlike med tem dvojim, ampak recimo, da je to to. Kot boste videli, je recept zelo enostaven. Meni je všeč tudi zato, ker se da polpetke potem zmrzniti, ker skrinja je live. In potem preprosto, kadar nimamo časa, damo ven iz skrinje in jih odtajamo. Sestavine, ki jih rabimo, so čisto enostavne, tudi zelo malih je, pa najbolj, da si jih kar pogledamo. Rabili bomo en malo večji jajčevc oziroma melancan. Olupili ga bomo, pa narezali na koščke. Jaz sem dala 100 ml kvinoje, 100 ml rdeče leče. Lahko date katerokoli lečo. Meni je ta všeč, ker ima malo okusa po popru. Tule imam olivno olje, s katerim bom polila melancan, in pa pol žličke timijana, pa pol žličke paprike, s čimer bomo začinili to meso od jajčevca. In to je v bistvu to. Jajčevc je namazan z olivnim oljem, zdaj ga bom samo še malo začinila s temle timijanom in papriko. Gre za dimljeno papriko, lahko date sladko papriko, ponavadi pa ne reagirajo glih najboljši otročki na fejst pekočo papriko. Zdaj bom pa zmešala še kvinojo, se pravi 100 ml, pa 100 ml leče, tale je rdeča. Pa nekje 300 ml vode. Pečico sem že segrela na 180 stopinj brez ventilatorja. Zdaj bom dala tale jajčevc noter. Čez ene 7 minut ga bom obrnila na drugo stran in spekla še za 7 minut. Vmes istočasno bom pa na štedilniku preprosto skuhala tole mešanico leče in pa kvinoje, ki sem jo pripravila, bo prav tako rabila ene 15 minut. Takole izgleda jajčevc, ko je enkrat končan, načeloma na obeh straneh fajn zapečen. Tako da, če vaša pečica rabi drugačne nastavitve, zato da pridete do tega rezultata, se kar malo poigrajte. Zdaj bom jajčevc prestavila na desko, ga zrezala, da bo malo lažji blenderju ga potem naseklat. Kvinoja pa leča sta pa končani takrat, ko se kvinoja odpre, da niso več take drobne bunkice, ampak bolj ploščice, medtem ko leča se lahko ob pritisku z žlico fajn zdrobi. Je pa fajn, če ni razkuhan, da vam bo ostalo še malo teksture v samih polpetih. Zdaj bom tole samo pretlačila z tistim pripomočkom za pire delati. Zdaj bom samo še zmešala to dvoje skupaj, potem pa lahko začnemo z oblikovanjem polpetkov. Moja masa se ni dosti zgostila, tako da v takem primeru lahko dodate ali brezglutensko moko, lahko date tudi mlete ovsene kosmiče, to sem jaz naredila, da dobite tako res kepo. Ne bo se vam prijemala rok, če si vzamete še eno bovlo z malo mlačne vode, tako da boste imeli samo vlažne roke, ne čist mokre, in tako lahko oblikujemo polpetke brez neke večje peckarije. Tudi na peki papir sem dala malo brezglutenske moke, zato da čist si malo olajšam oblikovanje polpetkov. Jaz jih bom naredila nekje za prst debele, pa za dlan.
velike. Uspelo mi je dobiti 12 polpetkov ven iz mase, 10 sem jih dala v skrinjo. Lahko jih date tudi v hladilnik za par dni, če bi radi, ne vem, za naslednji dan imeli ali pa še kakšen dan zatem zdržijo, ker ni nič takega not, kar bi se pokvarili tako hitro. Jaz sem prihranila 2, enega zame, enega za malega Svetovida, zraven pa pečen krompirček, zdaj vi lahko imate tudi v burgerju ali pa kakorkoli drugače. Jaz, ker sem pekla krompirček v pečici, sem za 5 minut še tole zraven vrgla, zdaj jih bom pa v bistvu sam na ponvici popekla, tako da dobi tako lepo hrustljavo skorjico. Tole na ponvici imam seveda malo olivnega olja samo. Takole, evo polpetki so lepo porjaveli. Jih sem še obrnem. Pa počakam še par minutk. Takole, jaz sem njemu polpet narezala na kose za 2 prsta ali pa enega, kakor mi je pač uspelo. Probaj to prilepiti na mizo, pa bom držala, ne? Evo, dober tek. Evo, to je bilo za danes to. Jaz upam, da vam je bil video všeč, vam pride prav. Če vam je bil, dajte stisniti prst gor. Če imate še kakšno vprašanje, bi mi radi kaj povedali, dajte napisati v komentar od spodaj. Če pa mislite, da še komu prav pride, pa podelite naprej. Mi se pa vidimo kmalu.